Dober dan. Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami se je civilna družba aktivirala kot še nikoli doslej. Zato smo za konec kampanje na N1 pripravili tudi soočenje dveh organizacij. V studiu je z nami Tej Jarc iz iniciative Glas ljudstva, ki združuje več kot 100 organizacij. Dober dan, dobrodošli. Z nami prek povezave iz Maribora pa je Ivan Štuhec, podpredsednik Zbora za Republiko. Dober dan tudi vam. Dober dan. Gospa Jarc, v nedeljo so volitve. Kako ocenjujete stanje v Sloveniji? Vi ste mesece in mesece ob petkih protestirali proti vladi. Zakaj? Ja, res je. Stanje zadnjih 2 let je bilo seveda nevzdržno. Ljudje so že pred 2 letoma pričakovali, da bomo imeli predčasne volitve, in ko se to ni zgodilo, smo seveda torej komaj čakali te redne volitve in mi smo trenutno navdušeni. Dosegali smo že nov rekord glede predčasnega glasovanja. Res se izkazuje ta želja, da ljudje želimo imeti glas, da želimo soodločati, da želimo oblikovati prihodnost, v kateri bomo živeli. Tako da mi verjamemo, da bomo tudi po nedelji dosegali rekordno udeležbo na volitvah. Gospod Štuhec, vi se s tem, da je stanje v državi nevzdržno, ne strinjate. Zbor za Republiko je pred 2 dnevoma zapisal, da je sedanja vlada, citiram, v 2 zadnjih izredno kriznih letih pokazala, kakšne možnosti in sposobnosti se skrivajo v slovenski politiki in da je v teh 2 letih Slovenija postala močnejša, v svetu bolj razpoznavna, ugledna in vplivna. Ja, tako. To, kar ste citirali iz izjave, za tem tudi stojimo in moram reči, da izraza nevzdržno ne razumem. Tudi, ko je šlo za vprašanje ukrepov v povezavi s korona problemom, če primerjamo Slovenijo z ostalimi evropskimi državami, v Sloveniji ni bilo nič bistveno hujših ukrepov, marsikdaj celo bolj omiljeni, kakor marsikje drugod. Tako da to pretiravanje strani civilne iniciative Glas ljudstva, ki je seveda samo glas določene populacije v Sloveniji, kajti tudi jaz sem ljudstvo in imam svoj glas in svojega glasu ne dam temu glasu ljudstva, ker se ne strinjam z tem, da se z nekimi tovrstnimi parolami kar na nek način posvoji vse ljudstvo. Ljudstvo seveda ima svoj glas, ko gre na volitve, in kar se tiče udeležbe na volitvah, bom tudi jaz vesel, če bo ta čim višja. Gospa Jarc, slišali ste, da je vaša iniciativa samo glas določenih, ne vsega ljudstva, in da pretiravate. Kako odgovarjate na to? Slovenija je bila država, ki je imela najdlje policijsko uro. Šole so bile najdlje zaprte, povečuje se revščina. Cene goriv, osnovnih potrebščin, energentov grejo navzgor. Slovenija je država, ki je v zadnjih 2 letih zapravila mednarodni ugled. Dobivali smo delegacije iz Evropske unije, ki so nadzorovale recimo svobodo medijev, ker je seveda ta vlada to onemogočala. Nivo demokracije po vseh standardih in po mednarodnih organizacijah je v Sloveniji padel. To sta bili te 2 leti. To nista bili uspešni leti, položaj posameznikov in posameznic se je poslabševal. In ko govorimo o Glas ljudstva, seveda ni potrebno, da se vsak pridruži tej naši iniciativi, vendar pa ta iniciativa združuje že več kot 100 oziroma 120 različnih organizacij na tisoče in tisoče posameznic in posameznikov. In pa ne pozabimo, da je ljudstvo zelo jasno izkazalo svoje stališče na zadnjem referendumu za vodo. Tam je kar 87% ljudi glasovalo proti predlogu te vlade, torej proti predlogu Janeza Janše. Tako da jaz mislim, da mi bolj govorimo o teh 87%. Če gospod ni del teh procentov, seveda upam, da bo na volitvah glasoval po svoji vesti. Gospod Štuhec, kako odgovarjate na to? Ja, jaz vedno delam po svoji vesti, tako da me k temu ni treba posebej pozivati. Tisti referendum je bil ena velika manipulacija, ko sem ljudi spraševal, če bodo šli na referendum, pa zakaj, sem dobival take smešne odgovore, da mi je bilo tako jasno, da je šlo v ozadju za veliko medijsko propagando, ki je seveda nasedla tudi delo civilne družbe v Sloveniji, na čelu katere danes kot moja sogovornica gospa Jarc. Tako da okrog tega bi se dalo seveda debatirati, ampak o stvareh, ki jih je prej naštela, seveda niti približno ne držijo.
če začneva z zunanjo politiko. Zunanja politika v zadnjih 10 letih je bila katastrofalna, navezovala se je na Putina, ki vidimo, kaj počne v Ukrajini, zanemarjala je svoje povezave z sosedami in z drugimi zahodnoevropskimi državami, tako da v zunanji politiki je v zadnjih 2 letih prišlo do bistvetka. Tudi ta najbolj osovraženi politik, ki ga je gospa Jarc imenovala, Janez Janša, je eden izmed tistih politikov, ki ima seveda daleč največ kontaktov z drugimi evropskimi in siceršnjimi politiki po svetu, tako da to enostavno dejstva demantirajo. Zdaj, kar zadeva revščine, gospa Jarc, to je naravno smešno, da govorite o tem, da je revščina v teh 2 letih narasla. Tudi ukrepi vlade, tako za gospodarstvo, kakor za posameznike, so bili take narave ves čas, da tudi najrevnejšim pomagali, dvigale so se pokojnine, poleg tega pa recimo pomoč malemu gospodarstvu v času korone je v veliki meri omogočal, da so ti sistemi preživeli in da so lahko v bistvu po času korone tudi popolnoma drugače šli iz drugačne startne pozicije, kakor pa bi sicer. Če primerjamo recimo gospodarsko krizo, ki je nastopila leta 2009 in kako je takratna vlada reagirala in ne samo vlada, tudi vsa Evropa, popolnoma napačno, ko so se podjetja sesipala in tako naprej, vsega tega tako v masovni obliki niti približno ni bilo v zadnjih 2 letih. Tako da vse te navedbe, ki jih v bistvu širi civilna iniciativa Glas ljudstva, niso resnične in ne ustrezajo dejstvom in so enostavno ena sama politična propaganda, ki pa seveda je imela dobršno podporo medijev. Če pa že ni imela 100% podpore medijev, potem pa se govori, da medijski prostor je prevzel Janša in tako naprej. Ena Nova 24 še daleč ni prevzemanje medijev, tudi nacionalna RTV na informativnem programu, zaradi tega, če se je struktura programskih svetnikov spremenila, se njihov način dela in poročanja v ničemer ni spremenil. Tako da jaz enostavno seveda vsem tem, bom rekel, kvazi argumentom oponiram, ne bom vseh zdaj našteval, ker bi predolgo trajalo in mislim, da nisem edini. Tudi, ko smo slišali recimo gospodarstvenike v zadnjem času na raznih soočenjih oziroma posoočenjih, vsi so govorili o tem, da je ta vlada za gospodarstvo storila več, kakor katerakoli druga. To so dejstva, zdaj pa proti dejstvom je pa težko se boriti. Tu bi jaz samo navedel eno dejstvo. Po podatkih, uradnih podatkih je v Sloveniji pod pragom revščine 254 000 ljudi, ampak gremo naprej. Vi pravite, gospod Štuhec, da je polarizacija za ali proti Janezu Janši nezdrava. Zakaj? Zato je nezdrava, ker se mi gremo volitve okrog osebe, namesto da bi se šli volitve okrog dejstev in pa okrog programov. Se pravi, če presojam jaz neko stranko in njeno politično delovanje, me končno ne briga in me ne zanima, kdo je njen predsednik, briga me, kaj ta stranka dela in kaj je naredila v času svojega zgodovinskega delovanja. To, kar se nam v Sloveniji dogaja s temi novimi obrazi in strankami za en mandat, to se nam zdaj 4. ponavlja, to je seveda eklatantno rušenje demokratičnih standardov. Tudi gospa Jarc in pa njena civilna iniciativa je tipičen primer tega, zato ker jaz bi si predstavljal, da bi vsi ti, ki so zdaj v civilni iniciativi tako glasni, ustanovili svojo stranko ali pa se jasno in glasno pridružili obstoječim strankam, šli na volitve in se dali na volitvah pretehtati, koliko so težki. Sicer pa nima to dobenega pomena in smisla,
da zdaj kot civilna iniciativa delajo tako rekoč volilno propagando, namesto da bi to počeli kot stranka. In tu je ravno nek ključni nesporazum med tem, kako razumemo politični sistem, v katerem je strankarski sistem ključnega pomena za obstoj demokracije, civilna iniciativa pa ima seveda absolutno kritično vlogo tudi v vmesnem obdobju, vendar ne na ta način, kot so počeli tudi tako imenovani kolesarji v Ljubljani, ki so od prvega dne naprej protestirali proti legitimno izvoljeni vladi in pa proti legitimno vzpostavljeni koaliciji, ki je pač vodil Janez Janša. Gospa Jarc, kako odgovarjate na ta izziv? Naj gospod Štuhec pravi, zakaj ne ustanovitve svoje stranke ali se pač pridružite kakšni od obstoječih, ki jih podpirate? Ja, presenetljivo se celo strinjam z gospodom, da imamo torej zelo drugačen pogled na to, kako vidimo demokracijo. Po našem mnenju demokracija vključuje ljudi. In to ni samo naše mnenje, to pravi celo naša ustava. Oblast ima ljudstvo, ne torej zgolj stranke. V zdravi demokraciji je civilna družba sestavni del torej tudi procesa odločanja. In zato mi verjamemo, da ni potrebno ustanoviti nove stranke ali pa se pridružiti obstoječi stranki, zato da bi lahko soodločal o svojem življenju. Zdrava družba ima močno in aktivno civilno družbo, ki torej prenaša ta sporočila tudi do strank oziroma odločevalcev. In predvsem Glas ljudstva je zelo jasen primer tega, kako smo želeli sodelovati z vsemi strankami. Mi smo vse stranke, ki so kandidirale, povabili, da se opredelijo do 138 zahtev. Tudi jaz bi se želela bolj pogovarjati o vsebini, o programih stranke, ne pa se pogovarjati o Janezu Janši, ki nam kroji in neti prepire že zadnjih 30 let, ampak smo res želeli torej govoriti o vsebini. Vendar pa se konkretno stranka Janeza Janše in trenutne koalicijske stranke niso odzvale naši iniciativi. Niso se opredelili do 138 ključnih vprašanj, ki so jih identificirali ljudje, na podlagi česar bi se torej lahko bolj informirano odločili, koga bi volili. Tako da, kar počne iniciativa Glas ljudstva, je torej informiranje volilk in volilcev o tem, kaj so različna stališča strank, o tem, kdaj so volitve, kako se udeležiti volitev in seveda, kaj pomeni demokracija v najširšem pomenu. Morda samo še za razjasnitev tega, ta vlada, ki nam trenutno vlada, ni bila demokratično izvoljena. Janez Janša ni dobil mandata. Ta vlada je nastala kot torej neko prodajanje glasov in bila je izvoljena v parlamentu. Poslanci so dali svoje glasove za to vlado in je bila po vseh standardnih postopkih izvoljena. Recimo pri vladi Janezu Janše se je pridružila stranka SMC, ki je pred volitvami, pred letom 2018 na vseh volilnih soočenjih povedala, da nikoli ne bi šla v vlado Janeza Janše. In potem je 2 leti kasneje izdala vse svoje volivke in volilce. Zato so tudi izgubili popolnoma celotno bazo, zato so izgubili poslance. Enako je bilo z Desusom. Torej stranke so se iz enega dneva v noč, ko so bili v nekako levo-sredinski vladi, so obrnile ploščo in šle v desno-sredinsko vlado. Zakaj? Samo zaradi lastnih interesov. Zato, da so obdržali svoje sedeže, zato, da so obdržali svoje privilegije. Gospod Štuhec, protestirali ste, izvolite. Ja, zato ker tako govorjenje je seveda mimo vsake realnosti. Zdaj si vi predstavljate začetek izbruha korona krize, mi pa bi imeli takrat volilno kampanjo in podobne stvari. Vsi poslanci in vse stranke, ki so bili izvoljeni pred 4 leti, so legitimno izvoljeni in če je prišlo vmes do kakršnihkoli teh sprememb, o katerih je gospa Jarc govorila, se je to v parlamentu vedno dogajalo. Ni to prvič, da so se koalicijske kombinacije spreminjale in to je tudi na nek način v vsaki demokraciji popolnoma legitimno. Tako da govoriti o tem, da ni šlo za legitimno vlado, je zelo deplasirano govorjenje. Moram pa tudi seveda absolutno protestirati, da je Janez Janša človek, ki 30 let v tej državi dela samo slabo. Janez Janša je eden od osamosvojiteljev. Gospa Jarc, če bi ne bilo osamosvojiteljev in samostojne slovenske države, vi ne bi svobodno hodila po Triglavu, ne bi tam svobodno napadala predsednika vlade, ne bi vaši kolegi demolirali znakov Planinske zveze in tako naprej. Vse to ste lahko počeli, pa ste še danes na svobodi. Jaz ne vem, zakaj se čutite tako ogroženega in zakaj tako napadate neko vlado,
ki vas ni strpala v zapor. Putin bi vas zdaj že imel davne v zaporu. Ja, a zdaj moramo biti skoraj da veseli, da Janez Janša ni tak kot Putin. Kljub temu, da je Janez Janša počel popolnoma enake zadeve, kot jih je počel Putin. Janez Janša je iz Trga republike odvlekel ljudi, ker so brali ustavo. Enako se je zgodilo v Rusiji. Janez Janša je kaznoval protestnike in protestnice zato, ker smo izražali svoje mnenje. Ne, niso me strpali v zapor, sem pa dobila za več kot 10 000 različnih kazni, ker je Janez Janša želel sankcionirati proteste in je moglo ustavno sodišče poseči v to in seveda ustavno razsoditi, da je pravica do protesta osnovna človekova pravica in mora biti zavarovana tudi v času korone. Tako da na srečo še imamo neodvisno ustavno sodišče, vendar pa je Janez Janša počel vse, 2 leti počel vse, da bi torej uničil demokracijo, uničil vladavino prava in torej kršil pravice vsem, ki smo kritični. In vseeno je naša pravica, da smo kritični in da to izražamo. Preganjanje protestnic in protestnikov se v demokratični družbi ne dogaja in nažalost je bila ta demokracija okrnjena. Seveda se dogaja v vseh demokratičnih družbah. Če bi malo pogledali čez mejo, dostikrat protestnike policija v Franciji pri Macronu pa v Holandiji, ki velja za liberalno državo, vlači protestnike s ceste, zato ker so protesti nenajavljeni, zato ker so nasilni in podobne zadeve. Tudi to se je dogajalo v Sloveniji. Tako da vso to pretiravanje, ki prihaja z vaše strani, nima nobene realne osnove. Vi, če bi proteste vsakokrat prijavili, vam nišče nič ne bi moglo, policija bi vas zaščitila, stvari bi mirno potekale in konc. Da se govori, da branje ustave je bilo preprečeno. Ni res, da je bilo branje ustave preprečeno. Preprečeno je bilo vandaliziranje pred in po takih dogodkih. Gospod, 27 ljudi je sedelo na Trgu republike in mirno tam brali ustavo, bi pač brali ustavo, pa vas nišče ne bi pri tem oviral. Gospod, 27 ljudi je sedelo na Trgu republike in mirno brali ustavo. Nobenega vandalizma ni bilo. Petkovi protesti nikoli niso bili nasilni in ničesar niso poškodovali. In tega tudi policija ne očita. In tudi ne gre za to, da bi morali biti protesti prijavljeni, ker je ustavno sodišče, in upam, da ne mislite, da ste vi nad ustavnim sodiščem, reklo, da so tudi spontani shodi dovoljeni in morajo biti zavarovani. In da ne le, da je naloga države, da jih dopušča, temveč jih mora aktivno braniti pred drugimi posegi. Tako da ustavno sodišče je bilo tukaj jasno, samo trenutna koalicija želi izvajati represijo. Gospa Jarc, bili ste deležni očitkov, da se greste volilno kampanjo in da bi morali odpreti volilni račun. Pravite, da so vam tudi na pristojnem ministrstvu za javno upravo rekli, da to ni res. Kako se torej razlagate te očitke? Gre za ponovni napad na civilno družbo. Absurdno je, da si trenutna koalicija ali pa sam predsednik vlade ne želi povišati volilne udeležbe. Vse, kar mi počnemo, je torej, da volivke in volilce informiramo, da jih spodbujamo, da torej praznujejo volitve, da se udeležijo teh volitev in seveda tukaj ne gre za kampanjo za eno ali za drugo stranko, ampak gre za promocijo volitev. In kot rečeno, ponovno je ministrstvo se moralo tega opredeliti, zato ker enostavno ta vlada želi diskreditirati vsakogar, ki se bori za demokracijo in za svobodo. Gospod Štuhec. Naj to komentiram? Prosim, ja, glede na to, da je tudi Ministrstvo za javno upravo reklo, da s tem ni težav. S čim? S tem, da iniciativa Glas ljudstva pač poziva ljudi na volitve in da zato ne bi potrebovala. Seveda s tem ni nobenih težav. Če bi oni samo pozivali k volitvam, s tem ne bi bilo nobenih težav. Ampak oni zelo jasno pozivajo tudi k strankam, katerim je treba dati glasove in se z njimi fotografirajo zadnje dni in podpirajo in tako naprej. Glejte, pa se nismo po župi pripravili, da bi verjeli temu, da je civilna iniciativa zdaj popolnoma nedolžna in politično neopredeljena in tako naprej. Se tudi iz tega, kar gospa Jarčeva ves čas govori, je zelo jasno, za koga pledira in proti komu je nastrojena. Zbor za republiko seveda zagovarja stališče od vsega začetka in zagovarja tako dolgo, dokler bo obstajal, da so pomladne stranke tiste stranke, ki so uveljavile demokratične principe, zato jih je treba podpirati, zato ker so nastale kot demokratične in netotalitarne stranke, medtem ko so nekatere še obstoječe stranke v Sloveniji naslednice totalitarnih
In to, kar danes gospa Jarčeva govori, ali pa tudi ves čas, kar poslušamo od te civilne iniciative, to je neke vrste anarhizem in iz anarhizma potem lahko preidemo v revolucijo in v razredni boj, ki smo ga že enkrat videli in za katerega se lahko zahvalimo, ker vemo, kaj je povzročil. Tako da mislim, da tu je popolnoma jasno, da smo na popolnoma drugih izhodiščih razumevanja demokratične družbe in jaz verjamem, da slovenski volilec ne bo sledil temu, kar oznanja ta civilna iniciativa in da bo sledil temu, kar je skozi 30 let izkušnje o demokraciji se uveljavilo v Sloveniji kot pravna država in kot država neke urejenosti, reda, blagostanja in pravičnosti. Ampak tudi iz vašega sporočila, gospod Štuhec, in iz tega, kar pravite, je moč sklepati, za katere stranke bi po vašem ljudje morali glasovati. Tudi iz vašega sporočila, zdaj bom citiral, glasujmo za tiste, ki so dokazali sposobnost voditi državo tudi v kriznih razmerah. To se nanaša lahko samo na stranke aktualne koalicije. V čem je torej to, kar počnete vi, drugače od tega, kar počne iniciativa Glas ljudstva? Ja, drugače je v tem, kakšne metode vse oni uporabljajo. Mi smo dali eno samo izjavo, oziroma dve. Eno izjavo smo dali 4. aprila in drugo sedaj tik pred volitvami. Obe izjavi se bolj ali manj dopolnjujeta. In to je vse, kar smo mi naredili. Medtem ko pri civilni iniciativi gre za pravi politični aktivizem ves čas, tudi tiskanje določenih sporočil, potem zdaj koncert in podobne zadeve. Tu se tudi lahko vprašamo, odkot civilni iniciativi vsa ta sredstva. Zbor za republiko nima dobenega denarja, da bi se približno lahko nekaj takega šel. Tako da Zbor za republiko je reven kot cerkvena miš. Lahko tudi se gre pogledati njegov račun, kakšen je. Edino, kar smo od države dobili v vseh zadnjih recimo temu 2 ali 4 letih tega mandata, je bilo 5000 evrov za izdajo zbornika z lepilom na podplatih, kjer so ugledni avtorji naredili analizo stanja v zadnjih 30 letih. Tako da seveda gre za bistveno razliko. Poleg tega pa vemo, da gospa Jarčeva napoveduje tudi ovaduštvo po slovenskih cerkvah, kar je seveda s tistim, kar sem prej rekel, da nekakšen anarhizem je začetek revolucije v državi bil pred drugo svetovno vojno, sem pa prepričan, da seveda to ni tudi situacija, ki bi lahko se uresničila v Sloveniji danes. In to je moje naslednje vprašanje, gospa Jarc, kot je omenil gospod Štuhec. Vi ste napovedali, da boste na volilno nedeljo poostrili nadzor nad kršitvami, da boste imeli opazovalke in opazovalce v cerkvah. To pa je zmotilo tudi predsednika Gibanja za otroke in družino Aleša Primca, ki je zoper vas vložil kazensko ovadbo zaradi, citiram, javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti, ki temelji na verski pripadnosti. Kako odgovarjate? Ja, res je. Nam je izjemno pomembno, da je volilna kampanja poštena in da je v skladu z zakonom. Če torej prihaja do kršitev volilne kampanje, želimo, da se ukrepa. Zato smo pozvali Državno volilno komisijo, da seveda te kršitve preiskuje, saj so se na nas obrnili sami verniki, ki so v času velike noči šli v cerkev in potem tam poslušali očitke oziroma nasvete, koga morajo voliti, da bodo pravi kristjani. Torej samim vernikom ni všeč, da pridejo v cerkve seveda nekim z drugim namenom, potem pa se jih manipulira oziroma se jim sugestira, koga morajo voliti. In zato smo seveda pozvali vse vernike, da ki bodo šli torej tudi to nedeljo, volilno nedeljo v cerkve, da seveda poročajo o takih primerih in da bomo potem seveda Državni volilni komisiji predali, da razišče, ali je šlo za kršenje volilnega molka, ker to naj se ne bi počelo v nedeljo. Kako pa komentirate ovadbo? Ovadba pa, ne vem, res nisem bila seznanjena s tem. Mislim, da bo šlo še za en način pritiska.
Tega se poslužuje ta vlada. Moramo se tudi zavedati, da vlada recimo toži Jašo Jenulla kot organizatorja, tako imenovanega organizatorja protestov. Gre v bistvu za zastraševanje, za pritiske. Vemo pa, da bodo vse te stvari seveda na koncu na sodišču padle. Mi seveda ne širimo sovraštva proti nekomur. Kot rečeno, med protestniki so tudi verniki, ki želijo iti v nedeljo v cerkev, ki želijo tam dobiti neko duhovno podporo, ne želijo pa tam populizma in manipulacije in nasvetov, koga morajo voliti. Gospod Štuhec, se vam zdi ta kazenska ovadba upravičena? Kaj, če se mi zdi upravičeno, ovadba? Kazenska ovadba, da, gospod Primc je ovadil gospod Teo Jarc. Ja, jaz o tem nisem seznanjen, ne poznam te zgodbe. Gospa Jarc bi se morala zavedati, da imamo verniki v Sloveniji seveda z ovaduštvom iz prejšnjega sistema zelo slabe izkušnje, da je pred leti recimo profesor Lukšič poslal tudi svoje študente v cerkve in se je potem to zvedelo, ki so verjetno delali neko seminarsko nalogo, ampak to bi se recimo moralo narediti tako, da se tudi cerkvene oblasti o tem obvesti in da se dobi dovoljenje za to, da se lahko vstopi na ta način v cerkveni prostor in se tam potem na osnovi tega dela neka analiza. In zdaj smo spet priče temu, da bo nekdo pošiljal ovaduhe, ki bodo poslušali, kaj bodo duhovniki v nedeljo pridigali. Zdaj gospa Jarčeva najbrž z cerkvijo nima veliko stika, to sklicevanje na vernike je po mojem lari fari, bolj ali manj. Ampak bi predlagal sledeče, gospa Jarc, pridite v nedeljo k maši, nedelja Božjega vse, če mislite, da so vsi drugi grešni, samo vaša iniciativa ni grešna, boste dobili nedeljo Božjega usmiljenja, blagoslov od vseh duhovnikov na koncu maše in boste šli veselo na volišče. Takih postopkov, kakršne ste pa napovedali, pa vam svetujem, da se v bodoče izogibate, zato ker to preveč diši po totalitarnih metodah, ki jih vi tako radi očitate nekomu drugemu. Gospod, to diši po zakonu, ki določa volilno kampanjo, in to diši po Ustavi Republike Slovenije, ki določa, da je cerkev ločena od države. Ne gre za nobeno ovaduštvo, gre za izpovedi vernikov. In ne boste verjeli, tudi jaz recimo imam opravljene vse zakramente do sedaj in imam torej izkušnje s cerkvo in vem, kaj se tam govori, in morda bom šla v nedeljo v cerkev, potem pa bom seveda glasovala tako, kot bom ja želela. In ne boste verjeli, da tudi verniki so med protestniki, tudi verniki so seveda lahko dobri kristjani in se vseeno zavedajo, da ta oblast krši človekove pravice. Tako da ne bodite nesramni in ne metati vse v isti koš in se pretvarjati, da verniki ne morejo voliti za kakršnokoli drugo stranko, kot so pa trenutne stranke vladne koalicije. Seveda lahko in prosimo, da samo ne vzpodbujate slabega občutka. To je nepravično do vseh, ki želijo biti in hkrati verni in seveda voliti po svoji vesti. In ne gre za nobeno nadzorovanje vernikov, ampak gre seveda samo za to, da se ne krši pravila volilnega molka in da se seveda torej tako cerkev kot vsi ostali enakopravno tega držimo in to spoštujemo. To se je cerkev tudi v glavnem vedno držala, gospod Jarc. Bi rad vedel v zadnjih 30 letih en sam primer, da je bil duhovnik obtožen, pravnomočno obsojen, da je kršil volilni molk. Torej, v dosedanji praksi duhovniki tega pravila niso kršili in ga tudi, sem veliko prepričan, v nedeljo ne bomo. Moram pa še vam pač nekaj povedati. Ni dovolj, da imajo ljudje sakramente in da hodijo v cerkev, ampak kristjan tudi mora vedeti, katere moralne vrednote zastopa določena politična opcija. In če neka politična opcija zastopa moralne vrednote, ki pač niso kompatibilne s krščanstvom, potem tisti vernik, tudi če deluje po svoji vesti, ne deluje v skladu z integriteto svojega verovanja. To je vse, kar lahko rečem, ima pa seveda vso svobodo, da zaradi mene voli kogarkoli na tem svetu, ampak nihče od nas in tudi duhovniki v sedanji katoliški cerkvi na Slovenskem ali po svetu
nismo zato pri maši in pri pridigah, da bomo ljudem koga natančno morajo iti voliti. Bomo videli, kaj bo v nedeljo. Gospa Jarc, gospod Štuhec, pri koncu smo. Želim, da date neko sporočilo. Kakšno je vaše sporočilo pred temi nedeljskimi volitvami? Mi predvsem pozivamo vse, naj grejo voliti, da skupaj zagotovimo rekordno udeležbo na volitvah, da je to pravica, po eni strani pa seveda tudi dolžnost in da samo tako lahko v bistvu začnemo razmišljati o prihodnosti, v kateri želimo živeti. Mi se želimo pogovarjati o vsebini, zato je iniciativa Glas ljudstva pripravila vsebinska izhodišča. To je tisto, o čemer informiramo celotno Slovenijo in upamo torej, da bo na koncu zmagala vsebina in pa torej nek bolj pravičen, enakopraven in bolj svoboden svet oziroma vsaj Slovenija za vse. Ne torej samo za stranke, ne torej samo za neke opcije, ampak da se bo vsak čutil sprejetega v tej družbi, ne glede na verska prepričanja, spolno usmerjenost, narodno pripadnost ali pa karkoli drugega. Gospod Štuhec, še vaše sporočilo pred nedeljskimi volitvami? Ja, če se z gospod Jarčevo ves čas v tem dialogu nisva strinjala, potem zdaj to, kar je povedala, temu nimam skoraj da kaj dodati, ne. V celoti se strinjam z temi besedami, samo eno so beseda, drugo so dejanja. Moje sporočilo je, poglejte, dragi volivci in volivke, kaj je kdo naredil in kaj je kdo govoril in v skladu s tem se odločajte. Dobro, najlepša hvala obema. Gospod Ivan Štuhec, lep pozdrav v Maribor in gospa Teja Jarc, najlepša hvala tudi za vaše sodelovanje v studiu N1. Hvala vam. Hvala pa tudi za vašo pozornost. Spremljajte n1info.si, kjer lahko najdete vsa pretekla predvolilna soočenja. Z vami bomo seveda tudi na volilni večer v štabih, v novinarskem središču v Cankarjevem domu. Prvi delni izidi naj bi bili po napovedih Državne volilne komisije, vse kar se tiče predčasnega glasovanja, znani okoli 19:30. Vse prve informacije boste torej zagotovo lahko dobili na n1info.si, zato vljudno vabljeni, da nedeljski volilni večer preživite z nami. Glede volitev pa tole, saj veste, če ne boste odločali vi, bodo to namesto vas storili drugi. Iz studia le še lep pozdrav in nasvidenje.